Fantje imajo vedno toliko dela s temi testnimi avtomobili, da kar težko prideš zraven kakšnega. No, pa sem si po dolgem času le izborila enega. In za čuda jih ni nič zmotilo. Pravijo, da je ženski. Pa ni samo ženski. Res je, da s temi baročnimi oblinami veliko bolj ustreza nam voznicam, čeprav sem opazila, da je všeč tudi tistim moškim, ki veliko dajo na svoj izgled. Ali pa tistim, ki ga pod pretvezo kupijo ženskam, zato da ga bodo lahko vozili sami. Beetle, ali kot mu lepo pravimo pri nas, hrošč Cabrio, je najnovejši model, ki je pravkar zapeljal na ceste. In to je že kar tretja generacija hrošča, v navednicah pa zato, ker smo danes navajeni, da se modeli menjajo na približno 5 do 7 let, tale pa je v 75 letih šele v svoji tretji izvedbi. Očitno je res brezčasen. Prva generacija je dosegla številne rekorde. Med drugim so jih proizvedli več kot 21 milijonov in je najdlje proizvajan model v zgodovini. In Cabrio. Kmalu po vojni je Wilhelm Karmann želel odprtega hrošča, zato mu je kar sam odrezal streho, ga predstavil Volkswagenu, ki ga je potem začel navdušeno proizvajati. Tradiciji je sledila druga generacija, zdaj še tretja, le da je ta vse skupaj dvignila še na višji nivo. Tako ima streho, ki se s pomočjo elektrike odpre le v 9 sekundah in pol. Samo tale gumb je treba držati, peljete pa se lahko do 50 km/h. Obratno traja le sekundo in pol dlje, ampak danes je tako lepo vreme, da bi bilo škoda imeti zaprto streho. In še tole lepo usnjeno oblekico mu nadanete, pa bo res šik. Marsikdo misli, da kabriolet pomeni prepih za volanom, pa ni nujno. V tem primeru je z vetrno zaščito tukaj zelo prijetno tudi pri večjih hitrostih. Celo na avtocesti vas veter ne bo pretirano motil, prej hrup tovornjakov. In sama streha je, vsaj zdaj, ko je avtomobil še čisto nov, odlična. Lepo duši hrup in odlično tesni. V avtopralnici ni notri pritekla niti kapljica vode, kar je res dober dokaz o kvaliteti. In upam, da bo tudi po več letih tako. Zdajle, ko se vozim po klancu gor, se bistveno bolj sliši tudi, da je spredaj dizelski motor. Večina nas misli, da v kabrioleta ne paše in res bi tudi temu veliko bolj pristajal kakšen od odličnih Volkswagenovih turbobencinskih motorjev. Recimo 1,4 TSI. Ampak po veliko kilometrih vožnje boste znali ceniti tudi tega. Le 1,6 litra delovne prostornine ne pomeni, da je šibek, nasprotno, prav lepo se premika in z vbrizgavanjem goriva preko skupnega voda ni več tako glasen kot nekoč. Seveda pa tudi porabi malo, na testu okoli 6 litrov na 100 km. Kako dobro so Nemci naredili tega hrošča, se vidi na takšnih slabših podlagah, ko se kabrioleti stresajo kot kakšen puding. Tudi ta se, ampak ni zelo moteče. To pa zato, ker so uporabili kar za 114 kg ojačitev na karoseriji, kar pomeni, da je sam avto precej težji, ampak še vedno prijeten za vožnjo. Lepo je vodljiv in sploh ne deluje težko, tako da bo tudi ženskam všeč. Še najmanj duška so si dali pri notranjosti, ki je mogoče kar malce preveč sterilna. Še vazice za rože več nima. Mi je pa všeč tale plastika, ki izgleda kot fino lakiran klavir, le prstni odtisi se hitro poznajo. Domiselni so bili tudi pri temle traku, v katerega lahko spravite poljubno veliko plastenko pijače, ki pa jo boste v kabrioletu še kako potrebovali. Ravno preizkušam. Prostora je dovolj za 4, tako da boste lahko na kavico odpeljali tudi svoje kolegice. Za dopust bo pa premajhen, ker je prtljažnik zelo omejen s prostorom. Sicer se kljub zloženi strehi nič ne zmanjša, bi pa takšen prostor že sama takoj zapolnila, kaj šele, če nas bi bilo več. Sicer pa se k sreči zloži še zadnja klop, tako da boste po zimi brez težave peljali kakšne smuči ali pa palice za golf. Če ne drugega, se ga boste hoteli dotakniti. Za 22 tisoč evrov, kolikor stane osnovni, ali pa 28, kolikor stane takšen, si težko zamislim boljši avtomobil. No, današnje poti pa je zame očitno konec, ker je na cesti snežni plaz. In to sredi aprila, ko je zunaj 20 stopinj.